Zanimajo me vaši vtisi iz današnjega posveta. Jaz mislim, da je posvet potekal v eni odlični organizaciji v lepih prostorih sredi Ljubljane, z odlično udeležbo predstavnikov stroke, ministrstva in seveda vseh mogočih dimenzij prakse izobraževanja odraslih, kar je velika, pravzaprav bom rekla, še enkrat pridobitev, tudi kazalci kažejo, da je letos največja udeležba. Program seveda smo skrčili zdaj na en dan, včasih smo ga imeli 2 dni, pa mislim, da je zato toliko bolj natrpan z vsebinami, koristnimi tako za stroko kot za razvoj. V čem so koristni? Koristni zato, ker imajo nekateri priložnost neke reči, ki se pravzaprav od novosti ali pa bom rekla nekih drugih prostorih, kjer se gibljajo, pa nimajo možnosti vsak danu dobiti te informacije, pa jih dobijo na tem posvetu. Zdaj mogoče, če sem zelo konkretna, kaj iz mednarodnega prostora, kaj iz drugih vogalov prakse, pa danes smo imeli priložnost več ministrstev in seveda tudi njihovih dejavnosti, ki so se predstavile v okviru nacionalnega programa izobraževanja odraslih. Tako da mislim, da je bil posvet pravzaprav z tega vidika uspešen. Je pa ostalo nekaj dilem odprtih, strokovnih, ki bodo... Katere so to dileme? Ja, te predvsem mogoče zadnjo točko zdaj pred temle odmorom povezane z normativi v izobraževanju odraslih. Tam mislim, da bomo kar še nekaj pogovorov ali pa civilnega dialoga želeli imeti in potrebovali, da bomo prišli do enega tazga modrega konsenza za Slovenijo in za izobraževanje odraslih in pa seveda predvsem za ranljive ciljne skupine, kjer je najbolj močno naše polje delovanja, tudi tisto, kar naj bi zagotovila država iz našega davkoplačevalskega denarja.